Pozdravljeni iz studia 136, to so malo prehlajene vesti na vesti. Naš pridni Zlatko se je včeraj udeležil konference, ki se je zaradi Jankovićeve tečnosti in navidezne depresije ne mara udeleževati malodane nihče več v naši redakciji in zabeležil njegov odgovor na vprašanje, zakaj so mestne ulice zaradi obnovitvenih in podobnih del razsute v času turistične sezone. Ja, lahko bi postalo november mesec, samo vsi bi bili brez ogrevanja polokrog. Predpisana sezona gradbena za take stvari od 15. junija do 15. oktobra. 15. maja do 15. oktobra. Tako da ne bi zdaj o tem razpravljala, kaj je do novembra. To sem poslušal mnenje gospe Kurilič, ki se tako in tako na vse spozna. In je, tako da je, sezona je takrat, ko se izklopi vročevod. Si videla, Špela, kako je utrujen, naveličen? Z tisto plačo pa bi lahko bil že malo bolj zmotiviran. Ena od tem, ki so ji novinarji namenili pozornost, je tudi načrtovanje gradnje garažnih prostorov v mestu. Janković je dejal, da bi bil zelo vesel, če bi bilo povpraševanje večje od ponudbe, saj bi to pomenilo, da so projekt zastavili v pravi smeri. Ne vem, Šiška je najbolj operativna, ki se lahko začne graditi jutri, če zberajo teh 80%, imajo že gradbeno dovoljenje. Dobili so celo, bom rekel, ponudbo direkt po 3 cenah različnih. Garaža, ki je nadzemna, ima znotraj garaže je po 10.000, torej znotraj stavbe, na vrhu je po 7.000, odspodaj na platoju so pa boksi po 3.000. In če bo gospod Bambič, ki zagovarja svoje občane, imel zadost ponudbe, se to začne tako jutri graditi. Ampak v prvem koraku, ko je to delo, ni zbral zadost, zbral je nam 405 mest, mislim, da je zbral 130. Janković meščanom zagotavlja, da jim bo priskrbel ugodne kredite, s katerimi si bodo lahko zagotovili nakup svoje garaže. Obenem pa je napovedal vojno vsem tistim, ki bodo parkirali na prostorih, ki niso za to predvideni. Tako da tamo tisti govoriti, ja, kje pa ne mi parkiramo. Jaz sam to vem, da ne bo možno parkirati ne na pločnikih, ne na kolesarskih stezah, ne na zelenicah. In to bomo preganjali, kot vidite, približno 400 je dnevnih listkov, ali lisic, ali odvoza s pajkom, tam, ker je najhujš. In tu ne znam druga povedati nič. 10.000 evrov, da daš za dom, za avto. Ti bi dala? Po mojem tudi, če vsak dan plačaš kazen za to, ker parkiraš na zelenici od sosednjega bloka, je manj denarja. Samo so drage kazni. Koliko pa je kazen? 80. 80 evrov? Ker če imaš manjši avto, je manjša kazen. Dobro. Predsednik stranke Mladih Slovenije Darko Krajnc je potožil nad nizko udeležbo na volitvah poslancev v Evropski parlament. Mnenja je, da je možno volitve volivcem bolj približati z določenimi posegi v volilno zakonodajo. Predlagajo pa? Predlagamo, da se omogoči volitve preko interneta, mobi volitve. To smo že predlagali pred 6-7 leti. In te volitve so aktualne v nekaterih državah Evropske unije, še posebej v Estoniji, kjer lahko vidimo vzpon volilne udeležbe. V končni fazi glede aktualnega volilnega sistema volitve imamo samo v nedeljo in seveda tiste predčasne 3 dni bi bilo potrebno razmisliti o kakšnem uvedbi volilnega dneva. To pomeni nedelja in ponedeljek, 2 volilna dni, s tem, da morda celo, če bi bilo več teh volilnih dni, ukiniti predčasne volitve, kjer ni volilnega molka, ali pa volilni molk ukiniti. SMS navija tudi zato, da bi volilno pravico dobili mladi že pri 16 letih, kar je predlagal že pred 7 leti, neuspešno. Darko Krajnčev pa je izkoristil priložnost in okrcal medije, da ne skrbimo dovolj za primerno obveščenost o pomembnosti delovanja Evropskega parlamenta za Slovenijo, ter obljubil, da bo v kratkem v Slovenijo prišla estonska delegacija, ki nas bo poučila o njihovem volilnem sistemu. Šport in Ljubljanica. Društvo Povodni mož organizira že 5. tradicionalni triatlon Ljubljanica, ki se bo zgodil prihodnjo sredo 17. junija na Trnovskem pristanu in sicer na levem bregu, kjer so Plečnikove terase.
Pred uradnim delom prireditve, na katerega je povabljenih 16 evropskih triatloncev in se začne ob 19. uri, se bo odvijala otroška športna matineja oziroma tek povodnega moža, namenjen otročkom do 12. leta. Jaz bi sam izpostavil 3 imena. Med nastopajočimi imamo Bojana Cebina, slovenskega tekmovalca v triatlonu številka 1, ki je v letih 2006 in 2007 postal svetovni prvak tudi v duatlonu do 23 let. Potem je na štartni listi še 2 olimpijca, izpostavil bi Madžara Csaba Kutorja in pa lanskega zmagovalca Slovaka Pavla Šimka. Za konec še zahvala mestni občini Ljubljana, ki nas je danes povabila za tole kratko predstavitev in je hkrati tudi gospod župan pokrovitelj prireditve. Tekmovanje podpira tudi Zavod za turizem in pa Sokolska zveza Slovenije z akcijo Športom je življenje lepše, voda za vse. Včeraj so bili mimoidoči na Cankarjevi ulici v Ljubljani priča postavitvi novega Guinnessovega rekorda. Domiselne in gotovo učinkovite reklame so se domislile ljubljanske mlekarne, saj so zamrznili kar 35-metrski sladoled, za katerega so potrebovali 60 kilogramov suhega ledu in okoli 20 litrov tekočega dušika. Rekord je 40-članska ekipa postavila v 5 urah. Bleh. Slovenija, 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 kulturac. Mislim, šalca brez kave, ne? Pa še da je umazana. V etnoklubu Zlati zob je sinoči koncertirala zanimiva glasbena zasedba Nadja Vale, v kateri je moč slišati zvoke indijske table, afriških džemb, perujskega kajona, flavte, didžeriduja in kitare. Vse skupaj pa zveni takole. V studiu 141 na Vesti bomo v nocojšnjem švicu mikrofona gostili Strance. Koncert je za vas brezplačen, kak svoj pir pa si vseeno lahko prinesete. Začnemo pa ob 20. Vabljeni. Še vreme. Matra me ona rdeča zrela češnja čez cesto od mojega okna. Nocoj je čas. Prislonila bom lestev in se do sitega najedla. To so bile Vesti na Vesti. Vabljeni v našo družbo v studio 141 na švic mikrofona. Jutri pa nas zopet glejte v Vesteh na Vesti. Adijo.